Lepo pozdravljeni v študentski oddaji V svetu odraslih, kjer smo tudi tokrat pripravili raznoliko in pestro vsebino. Udeležili smo se veslaške regate univerz, odšli na brucovanje in iskali novo znanje na medicinski fakulteti. Prav tako vam bomo v današnji oddaji predstavili uspešno študentko in tudi profesorja. Začeli pa bomo kar na Dravi in to dobesedno, kajti v Mariboru so po 4 letih premora znova obudili nekoč znano mednarodno regato študentskih osmercev. Na tokratni 22. regati so svojo 21. zmago zabeležili domačini. Ajmo FSB! Veslači osmerca Univerze v Mariboru so po sistemu vsak za vsakim premagali vse 3 gostujoče ekipe. Najboljši zasledovalci so bili študenti medicinske fakultete iz Zagreba. Odlična su konkurencija, mislim da su Maribor veslaju kao sveučilište, mi veslamo više kao fakultet, ali svejedno bolji su od nas, to im priznamo i eto, ostaje na sljedeću sezonu malo više se pripremiti, malo bolje. Mariborčani so priznali prednost domačega terena. Drava, domače okolje, domači gledalci, tako da vse prednosti. Vam tok kaj pomaga? Niti ne, mislim, tok pomaga vsem, tako da mi ga pač znamo malo boljše izkoristiti. Dobra ekipa, dobro vzdušje, pa fajn se imamo, ko veslamo. Kakšna mora biti strategija? Od začetka do konca napolno. Očitno je to pravi recept za zmago. Povprečna hitrost, ki so jo dosegali osmerci na 420 metrov dolgi progi, je bila skoraj 20 km/h. Pogoji so odlični, izvrstni, prenehalo deževati, tako da vremenske razmere imamo idealne. Vesla se v soncu, dežju, tudi snegu. Edini problem bi bil tu prevelik tok, ampak danes s tem nimamo problema. Posebnost študentske regate v primerjavi z ostalimi je, da funkcijo krmarja lahko zasedajo ženske. V teh študentskih čolnih so pogoste krmarke, v profesionalnem tekmovanju pa mora biti celotna ekipa enakega spola. Krmarka oziroma krmar mora imeti približno 50 kg. Če ima več, je to na škodo ekipe, če pa ima manj, pa se mu doda torej 1-2 kg. Študentska regata je torej hkrati promocija veslanja, znanja in povezovanja. Nenazadnje pa so s ponovno organizacijo tekme osmercev znova obudili spomin na njenega začetnika v letu 1992. Pobudo je dal Vlado Krajač, znan mariborski novinar, v času, ko ste v studiu Maribor začeli pripravljati tudi vdajo o univerzah in tako je to šlo nekako vzporedno. Vlado Krajač je bil dolgo časa voditelj prireditve, tako da danes nekako vse poteka v njegov spomin. Če je bil gospod Vlado oče teh regat, ste vi tako rekoč mama teh regat. Zakaj ste mama in kako se počutite kot mama? To sem zelo vesela. Ja, sem naredila tisto kot mama otroka, kako bi rekla, je shodil, gre dalje. Te pa sem še malo pomagam. Načrti so, da to ponovno postane velika regata z 8-9 čolni na izločanje, da se pridružijo tudi ostale slovenske univerze. Letos jih malo izzivamo z hrvaškimi fakultetami. Povezujejo se tudi z graškimi, celovškimi, dunajskimi ter fakultetami v Trstu in Budimpešti, zato računajo, da bo prihodnje leto regata vsaj 2-krat bolj obiskana. Predstavili vam bomo študentko, ki ni uspešna zgolj na svoji študijski poti, ampak se poleg študija ukvarja še s prostovoljstvom. Selimo se v avlo Filozofske fakultete. Študentka, ki bomo predstavili v tokratni oddaji, je Nastasija Mahne, najprostovoljka študentka Univerze v Mariboru. Najprej mi povej, Nastasija, kako bi opisala svoj običajni dan, s čim vse se ukvarjaš? No, v bistvu moj običajni dan je zelo vezan na urnik, ki ga imam na fakulteti in moram reči, da letos je moj urnik kar zelo zaseden, ampak še vedno najdem pač nekaj prostega časa in v tem prostem času opravljam funkcijo predsednice Društva študentov psihologije Maribor, svetujem v 2 svetovalnicah, se udeležujem kolonij, ki jih organizira Sonček in podobno. Seveda pa si nekaj časa tudi vzamem za druženje, rada preberem kako dobro knjigo, se udeležim kakega izobraževanja, kakega predavanja, kaj takega. Zakaj pa si se odločila ravno za študij psihologije?
Ne vem, psihologija me zanima v bistvu že od prvega letnika srednje šole. Nekako vse v zvezi s tem me je zanimalo, vedno, ko sem videla kak nasvet, kak članek, kakšnega psihologa ali v časopisu ali na televiziji, me je nekako pritegnil k branju. Poleg tega pa sem si želela bolje razumeti ljudi, rada delam z ljudmi, rada jim pomagam in to me je pač pripeljalo do tega, da sem danes na tem študiju. Na kateri svoj dosežek bi rekla, da si najbolj ponosna oziroma da je zaznamovalo tvoje življenje? Mogoče najbolj sem ponosna na to, da sem pač postala predsednica društva, zato ker se mi zdi, da sem se tekom pravljanja te funkcije pač naučila veliko z področja dela z ljudmi, tudi z organizacijo, se veliko ukvarjam, pa tudi se mi zdi, da v bistvu nekako lahko posredno tudi vplivam na širšo javnost preko pač te funkcije. Kakšen pa je tvoj recept za pravo usklajevanje študija in vseh obveznosti, ki jih imaš? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu nekega recepta, ki bi deloval vedno ni, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno to, da si znamo dobro organizirati čas, pa da tudi v bistvu, ko upravljamo neko nalogo, se posvetimo pač tisti nalogi oziroma tisti stvari, se pravi, da usmerimo pozornost samo na to in smo nekako produktivni v tem, kar počnemo. Še bolj pomembno kot to pa se mi zdi, da si izberemo obštudijske dejavnosti, ki nas zanimajo, ki nas nekako srečujejo, da nam to ni neka obremenitev, ampak da nam je v bistvu to veselje, zato ker potem je to že nek način sproščanja in ne rabimo nekih dodatnega prostega časa, kjer bi se sprostili. Kje pa ti sama vidiš največji čar v prostovoljstvu? Pač meni največji čar je to, ko v bistvu na koncu vidiš neke nasmejane ljudi, zadovoljne ljudi, katerim si pač ponudil roko in se mi zdi, da je to tisto, kar te najbolj pač osrečuje. Pa če gremo še k tvojim začetkom, kje in kako si se srečala prvič s prostovoljstvom oziroma kaj te je pritegnilo k temu? Pač s prostovoljstvom sem se začela ukvarjati, mislim, nekako se ga dotaknila bolj v prvem letniku srednje šole, ko je v bistvu nam šolska psihologinja, zdaj že doktor Gordana Rostohar, predstavila možnosti prostovoljnega dela na inštitucijah, ki so pač takrat sodelovali s šolo, za kar sem zelo hvaležna, ker sem se potem v bistvu vključila v prostovoljno delo v vrtcu, sem par ur prostovoljstva tam opravila in sem nekako odkrila, da je to način mojega življenja, da je pač to tisto, kar me izpopolnjuje in osrečuje in sem potem tako tudi nadaljevala pot na fakulteti. Letos si bila torej izbrana za najprostovoljko študentke Univerze v Mariboru. Kaj ti ta naziv pomeni? V bistvu ta naziv mi pomeni neko priznanje, da upravljam dobro delo, vendar pa, no in za to priznanje sem tudi zelo hvaležna, vendar pa moram še enkrat izpostaviti, kot sem že prej rekla, da največje v bistvu priznanje, najbolj tisto, kar te pa na koncu sreči, so pa v bistvu ljudje, zadovoljni ljudje in to, da si pač nekomu pomagal. Pa še, kam imaš svoja jadra usmerjena za letošnjo študijsko leto? Torej, imaš kakšne posebne projekte, mogoče načrte, posebne želje? No, v bistvu v letošnjem šolskem letu, študijskem letu v društvu nameravamo tudi razširiti svoje aktivnosti, nekaj se pogovarjamo o ustanovitvi novih še skupin znotraj društva, sicer pa nameravam v drugem semestru potem nekako začeti uvajati novega predsednika oziroma predsednico društva, kajti jaz verjetno odhajam iz Maribora in bi res rada, da bi dala društvo v dobre roke. Sicer pa nameravam se tudi nekje v prihodnosti udeležiti programa čuječnosti. V drugem semestru tudi bom opravljala prakso in si želim, da bi pač našla neko delo, ki bi me osrečevalo, ker mislim, da je to ključni dejavnik pač pri uspehu in pa tudi pri zadovoljstvu nasploh. Pa še za na konec, kaj bi priporočala vsem tistim, ki bi tudi se želeli ukvarjati s prostovoljstvom? Kje naj začnejo, na koga se naj obrnejo? Ja, lahko začnejo kar pri našem društvu študentov psihologije Maribor, ne. Lahko nam pišejo, pač, da bi sodelovali v kakšnih aktivnostih, zaželeni so sploh študentje, ne vem, psihologije, kakšnih takih smeri. Drugače pa mislim, da je pač možnosti dovoljno. Ne vem, Slovenska filantropija tudi organizira razna ta prostovoljstva in tudi pošiljajo maile, objavljajo stvari, tako da, če si želiš pač delati prostovoljno, mislim, da pač imamo vse možnosti za to. Nastasja, najlepša hvala za pogovor, za tvoj čas in vse lepo in uspešno še naprej. Bruci so minuli torek dobili svoj večer. Člani študentske organizacije Univerze v Mariboru so jim priredili nepozaben sprejem v zabavni del študentskega staža. Za atmosfero in pravo zabavo je tokrat poskrbela Jelena Rozga, ki je napolnila dvorano do zadnjega kotička.
Bruce in Bruckem je že ob vstopu v koncertno dvorano pričakala dobrodošlica z brucomorom, po katerem so se lahko nekaj časa zabavali v ritmi glasbe, za katero je poskrbel DJ. Potem bojo potekale igre brucov, nato pa zaobljuba vseh brucov. To je letos novost na našem projektu. Potem pa pride na oder Jelena Rozga, ki bo razdevičila bruce na prvi njihovi zabavi na Štuku. Kako pa zabave na Štuku ocenjujejo študentje? V Štuku se mi zdi zabave dobre, všeč mi je, ker ni pretepov, ker tega recimo v Prekmurju ni. Dobre skupine imajo, sicer rad bi tudi, da bi bil kateri drug dan tukaj zabava, ker deže bi hodil na predavanja. Ampak super pijača, osebje je tudi zmes malo tako nabrihtano, ampak je super družba. Super. Naj Brucam in naj Bruckom so izbrali ob nenavadnih in zabavnih igrah, ki bodo ostale marsikomu zasidrane globoko v spomin. Ja, na Štuku je zelo fajn, danes na primer smo zmagali, in zelo različne igre imajo. Zelo dobro smo se odrezali, je zelo zabavno in mislim, da je moglo več takih zabav biti, kot pa naprimer v Štuku, več take zabave. Jelena Rozga je poskrbela še za en odličen koncert, hkrati pa Štuk popolnoma spravila na noge. Maribor, ja sam u Mariboru sad već kao doma. Sjajna publika koja me dočeka, raspredan koncert večeras, publika koja pjeva stvarno sve moje pjesme. Naravno da sam ja najsretnija kad publika pjeva ove moje zadnje. A to je Udajem se i Nasljednika, tako da se nadam da će večeras kao i uvijek u Mariboru biti izvrsna zabava. Lahko rečemo, da se je sezona zabav torej zares odprla. Mi pa že komaj čakamo na naslednjo. Širiš ruke, svakoj se nabacuješ. Ej, dragi, dragi, dama dobro vidi situaciju. Zelo pomemben del študija so seveda tudi profesorji. V oddaji vam bomo predstavili profesorje iz vseh fakultet Univerze v Mariboru z namenom, da jih spoznamo še v drugem okolju in izven predavalnice ter faksa. Marko Marhelj je profesor na Pedagoški fakulteti, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, prav tako pa je tudi sodelavec na Medicinski fakulteti. Marko Marhelj, povejte mi, zakaj ste se sploh odločili za ta poklic? Kaj vas je najbolj navdušilo? Torej, moj poklic kot profesor za fiziko je osnovno navdušenje narava. Narava je tista, ki me je pritegnila, torej kako deluje. S tem se ukvarjamo, fiziki, in to je osnovni motiv. Je pa res, da je to moje osnovno poslanstvo, da tako rečem, ki se mu dodal izobraževalni del. Torej, zelo me zanima, da to znanje lahko posredujem mladim, novim generacijam. In to je ta osnovni motiv. Kako poteka vaš običajni dan? S čim vse se poleg poučevanja še ukvarjate? Ja, moj delovni dan se začne z razmislekom o mojem poučevanju, kot ste rekli, torej z študenti, delo s študenti. To je tisti osnovni del, ki mi polni delovni dan, torej to je prioriteta. Sedaj v vlogi dekana imam malo manjšo pedagoško obveznost, ker imam še ta del upravljanja s fakulteto, tako da mi je to potem ta osnovni drugi del. Sicer pa imamo profesori na univerzi veliko dela še z raziskavami, torej raziskovalni del je tisti, ki pa je pravzaprav brezmejen in se včasih zavleče tudi v večer ali pa v vikend. Sicer pa je delovni dan še tudi moj prosti čas, ki ga ne bi želel, da bi mi odpadel, da tako rečem. To pa je moja družina, prijatelji in pa šport. Zelo veliko se ukvarjam s športom in to se mi zdi, da mi polni potem moje delovne dni. Torej, omenili ste delo oziroma ukvarjanje z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. Katero svojo izkušnjo z tega področja bi želeli izpostaviti? Kot sem omenil, sem fizik,
pravzaprav se ukvarjam z biofiziko. To pomeni, da se ukvarjamo z sistemi, ki so biološki. Nas zanimajo predvsem signali v celicah, torej lahko bi rekli, kako se celice pogovarjajo znotraj in kako med sabo. V zadnjem času nas najbolj zanimajo beta celice. Te beta celice imamo v trebušni slinavki, izločajo inzulin. In inzulin je pomemben za našo presnovo. Kot veste, če imamo okvaro tega, kakorkoli, ali v sami trebušni slinavki, ali v talčnih tkivih, mišicah, da smo rezistentni na inzulin, je težava in sicer je to povezano z sladkorno boleznijo in še z drugimi težavami, ki jih imenujemo kot metabolni sindrom. Tako da to je zdaj tista osnovna dejavnost, ki jo kot raziskovalec izvajam in to izvajamo skupaj v timu, tudi sodelavci z Fakultete za naravoslovje in matematiko in tudi medicinske fakultete. Kako bi pa ocenili naš študijski proces? Je mogoče kaj, kar bi želeli spremeniti? Vsekakor. To tudi počnemo. Zdi se mi, da je študijski proces nekaj fleksibilnega, zato si prizadevamo vsi učitelji, asistenti, sodelavci in vsekakor tudi študentje. Torej, vsi nekako si želimo, da je to živ proces, da ga naredimo tako, da je vedno boljši. Veliko je stvari, ki jih tudi izvajamo, jih spreminjamo. Lahko bi rekli, da nobeno leto ni enako. Vsako je malo drugačno. Je pa res, da se mi zdi, da bi lahko veliko več naredili in to si prizadevamo, tudi prijavljamo zdaj projekte, zato da bi te nove tehnologije, nove medije še bolj vključili v študijski proces. V našem vsakdanu uporabljamo veliko nove tehnologije, seveda tudi pri študijskem procesu, ampak tukaj se mi zdi, da je potencial največji in tukaj bo po mojem občutku tudi največ še sprememb, ki bodo v dobrobit nam in seveda predvsem študentom v naslednjih letih. Kakšni pa so vaši študentje? Kako jih najraje aktivirate na predavanjih? Kakšni so moji študentje? Moji študentje so dobri študentje. Zdi se mi, da je treba prepoznati vsakem študentu tisto, kar je dobrega in veliko je dobrega. Predvsem je potrebno študente motivirati za delo. Zdi se mi, da to ni posebej težko, če jim jasno povemo, kaj želimo, jasno postavimo cilje, problematiko in da vemo, zakaj te stvari počnemo. Za življenje, da tako rečem, za njihov poklic, za katerega so se odločili. Kako pa se vi sami spominjate svojih študijskih dni? Lepi so spomini. Tako bi tudi želel, da vsem študentom ostanejo. Ne samo, ker si mlajši, kot si kasneje, ampak predvsem zato, ker se mi zdi, da je takrat en občutek brezmejnosti. Takrat so res vse stvari še odprte, pripravljaš se na življenje, veliko imaš želja in prav je, če tekom študija uresničiš potem tiste osnovne cilje, ki si jih zadal za življenje. In zdi se mi, da je takrat tudi en čas, ko sklepaš veliko povezav z ljudmi in takrat imaš tudi več časa za povezovanje, druženje, tako se mi vsaj zdi. In moji spomini na študentska leta so tudi ta, da sem si zelo želel, da bi vsaj del študija naredil v tujini. To mi je tudi uspelo in zdi se mi, da je to v današnjem času še toliko lažje, kot veste, imamo programe Erasmusa in to bi tudi nekako mogoče položil na dušo študentom, da je to nekaj dobrega, nekaj koristnega, nekaj lepega in mogoče lahko tudi to izkoristijo v teh časih, ki so zdaj in te možnosti, ki jih imamo. Kaj bi pa svetovali vsem tistim, ki tudi želijo postati profesorji? Predvsem to, da imajo veliko željo in velik interes delati na določenem področju, da se resnično poglobijo v eno področje,
in da uživajo v tistem področju, da so potem pravi raziskovalci, če delajo na področju znanosti, ali pa da so umetniki, kadar delajo na umetniškem področju. To se mi zdi, da je osnova, s tem moraš živeti vsak dan, da tako rečem. Poleg tega pa je zelo pomembno, da imaš željo in seveda tudi si pridobiš znanje potem, da prenašaš ta svoja znanja novim generacijam. Se mi zdi, da ni ne eno, pa ne samo drugo dovolj, potrebno je oboje in tisti, ki imajo to željo, verjamem, da jim bo uspelo. In še, kakšno je vaše sporočilo študentom in profesorjem ob pričetku novega študijskega leta? Želim jim vse dobro, da tako rečem, torej študentom veliko uspehov, veliko tudi dobrega počutja. To se mi zdi, da je zelo pomembno za študente, da se dobro počutijo tako tekom študijskega procesa samega, pri predavanjih, vajah in pa seveda, da imajo tudi obštudijske dejavnosti, za katere na fakulteti vedno skrbimo. Tudi študenti so sami dobro organizirani in seveda tudi profesorjem, da se dobro počutijo z študenti, z delom z študenti in seveda, da bodo imeli čim več uspehov na svojih področjih, bodisi na znanstvenem ali umetniškem področju. Torej, vse dobro. Super. Najlepša vam hvala za pogovor in vse uspešno tudi vam v novem študijskem letu. V okviru Rožnatega oktobra, meseca posvečenega boju proti raku na dojkah, je na Medicinski fakulteti v Mariboru potekal posvet o resnicah in tabujih raka dojke. Kaj je rak dojke, kako nastane, kako pomembna je preventiva in kaj narediti, ko zboli za rakom dojke ti? O tem so spregovorili na prvem posvetu o resnicah in tabujih raka dojke, ki so ga priredili člani Društva študentov Maribor v okviru projekta Dotik življenja. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah in zato pomemben javnozdravstveni problem. V Sloveniji je za rakom dojk v letu 2013 zbolelo več kot 1200 bolnikov, pri čemer približno 1% raka dojk predstavljajo moški bolniki. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča, zato je posebnega pomena tudi ozaveščanje. Ker je zelo pomembno za ženske in v bistvu za moške, da vemo, s čim se ubadamo, da se zavestimo o svojem zdravju in da se v bistvu lahko preventivno s tem ubadamo. Oziroma, da ima množica v bistvu znanje o preventivi in da lahko nekaj naredi zase. Strokovnjaki poudarjajo, da je samo pregledovanje izjemnega pomena. To je pomembno, da se izvaja enkrat mesečno in redno, zato da pač svoje telo spoznavamo in da zaznavamo spremembe, ki jih pač se mogoče dogajajo. Čeprav je dejavnik tveganja starost, pa se rak lahko zgodi komerkoli. Rak dojke tudi ne izbira, ne glede na starost, socialni položaj, ne nič. Sama sem zbolela pri 26 letih, tako da sicer to ni najbolj ogrožena populacija, se še vedno rak dojke napada oziroma se pojavlja pogosteje pri ženskah po 50. letu, ampak se nam zdi prav, da opozorimo, da tudi mlade ženske nismo na to imune. Tanja se je tudi sama soočala z diagnozo raka dojk, ob tem pa je obolelim svetovala, da je potrebno razmišljati pozitivno. Zelo pomembno je, da v tistem trenutku veš, da nisi sam, da nisi sama, da so tudi druge ženske, ki so to že dale čez in da pri njih v bistvu lahko dobiš izkušnje iz prve roke, ki so zelo dragocene. Posvet je bil namenjen predvsem študentom medicine, ki se zavedajo, da je biti osveščen izredno pomembno. Meni se zdi, da nasplošno se seveda s temo raka dojke ogromno srečamo tekom študija, tako na Ljubljanski fakulteti kot na Mariborski, ampak redko v bistvu ob taki priložnosti, da bi se tako spoznali s to temo celostno in pa seveda tudi poslušali od dejanskih bolnic, ki so dejansko to preživele in dobili nekako bolj realno, človeško, čutno sliko okoli tega, kaj ta problem dejansko predstavlja. Tako, kot so povedali, tako, kot imajo lepo slogan, rak niso samo številke in na ta način se lahko bodoči zdravniki s tem tako dobro spoznamo, da se mi zdi res ogromno vredno to in res čestitke mariborskim kolegom za izvedbo tega. Zanimivo se mi je zdelo in pač pomembno je, ker je to najpogostejši rak žensk in pač zaradi tega. Velik poudarek je tako na preventivi. So se pa strinjali, da bi se morali mladostniki z rakom kot boleznijo spoznati že v srednji šoli ali celo prej.
V Univerzitetni knjižnici Maribor vsak mesec pripravljajo veliko aktivnosti za študentke in študente. Tokrat je vrhunec oktobrskega dogajanja zagotovo bil pogovor z najbolj uspešnim slovenskim filmskim režiserjem Markom Naberšnikom, ki je spregovoril o svoji karieri, dosežkih, postregel pa tudi s kakšno anekdoto. Ni veliko slovenskih režiserjev, ki se lahko pohvalijo s takšnimi filmskimi dosežki, kot lahko to stori Marko Naberšnik. Petelinji zajtrk, Šanghaj, Gozdovi so še vedno zeleni in še bi lahko naštevali, so le nekateri njegovi vrhunci. Pred našo kamero je spregovoril tudi o svojih študijskih letih. V vaši beri filmov se je znašel seveda tudi eden izmed najbolj popularnih Petelinji zajtrk, ampak pot do tja je verjetno bila kar trnova. Pot do Petelinjega zajtrka ne bi rekel trnova, ampak pač je bila dolga. No. V resnici za vsak dosežek se mi zdi, ki želiš, da bi nekako najmalo izstopal, je vedno potrebno veliko truda vložiti. Zato včasih v hecu rečem, da tako kot je športniku potrebno veliko treninga za uspeh, je enako pri filmu potrebno veliko vztrajnosti. Zdaj, koliko filmov ste že naredili, takšnih velikih blockbusterjev, če lahko temu rečemo v Sloveniji? Zdaj, kar se tiče kinematografskih filmov, sem naredil 4. Potem pa so še tu televizijski filmi, televizijske serije, televizijske oddaje. Televizijskih oddaj, na primer, se pa je nabrala čez 1000, tako da odvisno od žanra. Ne. Film, na primer, traja, da ga narediš leta, zato tudi jih je manj. Ne. Televizijske oddaje, na primer, pa nastajajo hitreje, mora iti že, ne vem, ponedeljek jo pripravljaš, mora iti že v roku 14 dni ven, tako kot rečemo, ta prispevek bo hitro nastal. In na kater svoj izdelek ste najbolj ponosni? Večkrat so me vprašali, kateri film svoj bi izpostavil, kater dosežek, ampak ne glede na to, da neki filmi seveda znotraj javnosti so bolj izpostavljeni, če mene vprašate, ampak to ni nek pavšalni odgovor, ampak je iskren, res ponosen na vse zadeve, ker veseli me cel poklic. Seveda sem pa vesel, ne vem, Petelinjega zajtrka, pa Šanghaja, pa teh uspehov, ki so jih doživeli. Pa serije Naš vsakdanji kruhek, naprimer, pa firpcologov, ki jih delamo za otroke. Tako da veliko oddaj se je nabralo. V resnici mi je samo delo blazno všeč, ki ga upravljamo. Zdaj, verjetno, ravno zaradi tega veselja je tudi študijsko leto minilo toliko hitreje pri vas. Moj študijski čas, ko sem bil sprejet na akademijo, se spomnim, da sem še doma razlagal staršem, sem rekel, da ne morem verjeti, da bom na faksu moral delati to, kar tako ali tako že delam, gledal filme. Ne. In v resnici smo dejansko to počeli, gledali filme pa snimali filme. Tako da ni bilo težko? Študijsko obdobje ni bilo težko, nobeno. Kar se tiče študija filma, imam lepe spomine na študij režije. Zdaj veliko študentov se tudi odloča za poskus na akademiji, se pravi na GRFT. Kaj bi jim recimo priporočali? Zdaj pot do filma je danes sploh, nekoč je bila malo težja, ker se je delalo na film, pa te kamere niso bile povsod dostopne. Danes so kamere v bistvu zelo hitro dostopne, tudi obstajajo že filmi posneti na telefon. Tehnika je blizu, tako da bi jaz rekel, vsak, ki se s tem želi ukvarjati in resno misli, se lahko ukvarja. Jaz mislim, da omejitev ni več. Ena izmed poti do tega poklica pa je seveda tudi filmska šola. Ampak poti je veliko, tako da tisti, ki pa želijo iti na filmsko šolo, pa seveda potrebno je narediti spremne izpite, ki so tu zato, ker je pač več kandidatov kot je mest, ampak tako je v bistvu s temi šolami po celem svetu. Sicer bomo kmalu lahko videli tudi nov film, ki ga je Naberšnik snemal v rodnem Mariboru, Slovenija, Avstralija in jutri ves svet, z osrednjo zgodbo o življenju delavskega razreda. Premiera pa je predvidena za leto 2017. Tudi ta teden se bomo pridno udeleževali študentskih dogodkov in odkrivali študentski svet. Zato se ponovno vidimo v naslednji oddaji, ki bo na sporedu v ponedeljek ob 17:30 na BKTV.